Če bo izumrla čebela, bo verjetno dokaj hitro izumrl tudi človek. Čebelarstvo je kot ljubezen, bom tako rekel, kot ljubezen. Ja, imaš ti lahko enega rad, ki ne živiš na primer vsak dan z njemu, ti ne ugaja vse, pa vendar si navezan na njega. Jaz sem čebelar zdaj tretji rod. Delal je star oče po mami, potem oče in jaz. Jaz sem pa zdaj že registriran čebelar čez 50 let. Ko je čebelaril še oče, sem mu jaz pomagal, in s tem je bil tudi izziv, da postaneš enakovreden njemu. In ta izziv me je pripravil do tega, da sem začel čebelariti. Probal sem si približati, sem pa šel takole po žrelu, po prašnici, da so me vohale. Sem probal to delati, dejansko. Dobro, pa včasih so se umaknile same, so čisto zadovoljno zašumele in so se umaknile. Kakšen dan je bilo pa, so me pa napadle. Mene je že začel boleti, veš, še kar vleče. Že vse mokro okoli. Evo, se je potrgala. Jaz kot čebelar sem registriran na KIS-u, to se pravi Kmetijskem inštitutu Slovenije, s katerim delam na vzreju kvalitetnih matic. In vse matice so iz mojega lastnega vzrejnega centra. Potem druga stvar je, ko sodeluješ z NVI. Zopet tam moraš spremljati vse posege zdravljenja, zatiranja varoje in ostalih bolezni, ki pritijo. Moraš biti v elementu, da zadevo poznaš. Uradno kot prvo moraš biti pa registriran MKGP, to je Ministrstvo kmetijstva, gozdarstva in prehrane Republike Slovenije. Tako imam jaz gor na vsakem tudi tablico na vsakem čebelnjaku. To je kot register. Potem je pa kot četrta stvar je pa v redu, da si, naj bi bil vsak, nekaj tudi divjih čebelarjev, da so registrirani na Čebelarski zvezi Slovenije. Čebelarstvo je zadeva, ki ni vrednotena strani kmetijstva, opraševanja, dela. Čebelarji se premalo zavedamo, oziroma družba se premalo zaveda, koliko doprinašamo ostalim produktom narave. Kot na primer Amerika, razvite države financirajo čebelarje skozi opraševanje, skozi delo, ki ga čebela opravi. Tudi kot predavatelj poznam jaz vsa amaterska čebelarstva oziroma mladi, ki se zdaj lotevajo tega, kar je sigurno pohvalna zadeva. Samo veliko se jih v situaciji, kakršni smo, slabe zaposlitve, dohodkovno slabo, marsikateri misli, da bo zadevo naredil, da bo lahko preživel se s čebelarstvom. Tako. In je ta panja dokončan, tako gremo preko vseh panjev potem. Tlele sta dve stvari se pojavita. Eno je proizvodnja kot profesionalc, druga zadeva je trgovina. To sta čisto dve različne panoge kot take in če si ti dosti aktiven, tudi v komerciali kot taki, potem lahko dosegaš boljši rezultat. Starejši ljudje imam zadosti obiska tukaj, mlajši je pač tako, če pride do kakšnih prehladov, pa to v takem primeru se obračajo na nas čebelarje. Starejša populacija ima pa med, kot sem rekel, ima kot za hrano in za zdravilo. Nikoli ne polijem medu, nikoli. Točno sem tako zverziran, da tudi točno do te mere, kot mora biti.
Dopuste pa to imam potem v zimskem času, jesenskem, poleti tega ne morem privoščiti. Lovimo roje, pripravljamo nove družine, vzreja matic, potem označevanje matic, priprava satja. To se dela skozi polet, a ne. Maj, junij tam nima čebelar, ne sobote, ne nedelje, tam se dela skozi. Najlepše je pa, ko grem jaz zjutraj pred čebelnjak, da je lep dan, ne. Kaj je najlepše, ko vidiš, kako dela, uspeh. Ko ti stopiš pred čebelnjak, imaš tam 50-80 panjev, da noben panj ni zanemarjen, da vsi panji hitijo. Tam ti vidiš srce uspeha dela. Tako, če jih imaš zadosti rad, jih lahko tudi božaš, ne. One poznajo zdaj, veš, me poznajo, ko so zadovoljne, se imajo lepo, imajo hrano, sonček, ne, veš. In vso to dobroto mi bodo vrnile potem, ne.